Medtem postaja vse bolj napeto v boju za Pahorjevo nasledstvo. 2 tedna pred uradnim začetkom predsedniške tekme so se le zbudile parlamentarne stranke. Kandidaturo je že vložil Janez Cigler Kralj iz vrst NSI. Da bo imela svojega kandidata, je napovedala Levica. Vedno glasnejša pa so ugibanja, da bi SD v boj za predsedniški stolček lahko poslal evropskega poslanca Milana Brgleza. Ta bi lahko pošteno premešal karte med kandidati leve sredine, predvsem, če bi mu podporo namenili tudi v stranki Gibanje Svoboda. Zdi se torej, da bodo leve volivce nagovarjali Nataša Pirc-Musar, Matej Tašner-Vatovec iz Levice in Milan Brglez iz SD, ki ga bo morda podprla Golobova Svoboda, ker je gospa Kos pobegnila nazaj v Švico. Potem je tu še neodvisni SDS-ov Anže Logar, ki ga je Tonin razglasil za levičarja, in resnično desni Janez Cigler Kralj. Jasno? Niti ne, meni tudi ne. Sam si niti slučajno ne upam napovedati, kdo bo prišel v drugi krog, kaj šele v polfinale in finale. Saj veste, ko je te dni s favoriti za zmago. Naš odhajajoči predsednik Pahor pa je zadnje tople jesenske dneve izkoristil za skupinske sprehode na Brdu pri Kranju. Zadeva se uradno imenuje Brdo Brioni v skladu z uveljavljeno slovensko počitniško filozofijo. Malo gremo v hribe, pa malo na morje. Družbo mu pri tem projektu delajo pregovorno sprti balkanski voditelji. Le kaj so počeli letos? Da smo govorili odkrito, vendar, kot sem rekel, konstruktivno, vljudno, spoštujoč stališča drugih. Ali ovo je bio jedan dobar exercise, ali ne šala, neobična vježba, dijaloga. Danas smo više želeli da čujemo jedni druge, razgovarali smo civilizovanim, pristojnim, normalnim tonom, mnogo više nego što je to bio slučaj prošle godine. Ja, letos so vadili civiliziran pogovor. Exercise, kakor je dejal. Kar je vsekakor velik napredek. Pred 30 leti so se streljali, pred 20 tepl, lani so se glasno zmerjali, letos pa že pogovarjali. Žal je Borutu Pahorju zmanjkalo vodilnih funkcij, za katere bi lahko kandidiral, zato v naslednjih letih na Brdu ne bo mogel poučevati pravilne uporabe žlic in vilc, kolikšen procent sedala stola zavzame naša zadnjica in s koliko decibeli ti je dovoljeno rigniti. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.